Pozdravljeni! Danes so na vrsti vaše pobude ter vprašanja in tokrat se bomo ukvarjali s tistim, kar se dogaja v bistvu v zakulisju, kako se odvijajo dirke minornih serij na vikend, ko je na vrsti dirka za svetovno prvenstvo Formule 1. Ko spremljamo seveda prenose dirk Formule 1, pogostokrat vidimo sliko iz boksov. In verjetno ga ni navdušenca, da ne bi opazil, kako je tam vse urejeno, vse visoko tehnološko, vse čisto. A marsikdaj smo tudi slišali, da je v sodobnem času življenje mehanika Formule 1 bistveno bolj lažko v primerjavi s tistim, kar je bilo v preteklosti, ko so resnično delali celotne dneve in noči, le med samo dirko so si odpočili za trenutek. Ampak kakšno je življenje tistih, ki so v minornih formulah, ki pa še zmeraj sodijo v okrilje Formule 1? Namreč poleg dirk svetovnega prvenstva imamo tudi vezano Formulo 3, žensko W Series in Porsche Super Cup. Ali imajo tudi v teh serijah tako bogate bokse, tako dodelano okolje, ali je slika v bistvu malce drugačna? In kako teka njihov dirkaški lik? Kot dobro veste, ko komentiram razne dogodke, se pogostokrat zgodi, da naletim na prenose Formule 3, Formule 2, Porsche Super Cupa. In takrat pred samim prenosom imam možnost gledati mednarodni signal, da vidim marsikaj. Marsikaj, kar vas bo presenetilo. Kot vam je verjetno znano, ekipe nižjih formul nimajo na razpolago boksov. Konec koncev nimajo niti na razpolago komandnih ur. Preden se aktivnosti začnejo na sami progi, se ekipe Formule 1 dobesedno umaknejo v svoje garaže, pred vrati pustijo tiste največje kose opreme, ki jih ne pospravijo za seboj, in to približno na onem mestu, ki je predvideno za menjavo koles med samo dirko, pridejo predstavniki manjših ekip. Njihovo parkirišče, kjer ponavadi nekako sestavijo bolide, je oddaljeno. Naprimer, na veliki nagradi Velike Britanije uporabljajo tiste strukture starih boksov na drugi strani proge. Torej, preden se začne aktivnost, naprimer Formule 3 ali Formule 2, se morajo bolidi sploh pripeljati do tistega mesta, kjer jih čakajo mehaniki. In s seboj morajo pripeljati seveda najnujnejše rezervne dele, komplete koles z novimi pnevmatikami in vse tisto, kar bi lahko rabili. To zložijo na tisti ozek omejen prostor. In če se komu zdi to še dokaj udobno, bi vas rad spomnil, da naprimer v Formuli 1 imamo 20 bolidov, ampak v vsaki ekipi Formule 3 imajo 3 bolide, torej vse je izjemno natesno. Seveda, ekipe manjših serij si v navednicah sposodijo tudi komandne pulte od ekip Formule 1. Tako da se razume, da njihov status je precej nizko na tisti hierarhični lestvici. In če se kdo vpraša, kaj počno ekipe, ko začne deževati, ostanejo zunaj na dežju. Na dežju ali soncu oni nimajo nekih garaž, kjer bi se lahko skrili, lahko zatekli.
seveda ekipe Formule 1 jim dovolijo, da se nekako odmaknejo, ampak njihov material ostane tam zunaj. Imamo. In tu je še nekaj drugega zanimivega. Kolikor sledite prenosom, dogajanju, tudi v teh manjših serijah ste ugotovili, da prvič vrstni red ni nekako fiksno določen in drugič dogaja se vmes tistega, kar je glavna točka vikenda, seveda Formule 1. Naprimer, da se bomo malce bolje razumeli. V petek zgodaj zjutraj, ko ekipe Formule 1 v bistvu niso zagnale svojih pogonskih sklopov, imamo proste treninge, seveda pri minornih formulah, ki so prisotne na določenem dirkaškem vikendu. Nato vmes prvega in drugega prostega treninga imamo običajno, naprimer, kvalifikacije Formule 3. 30 minut in v teh 30 minutah seveda klasična oblika, kjer šteje pravzaprav vsak krog. Nato Formula 2 ima ponavadi kvalifikacije po koncu drugega prostega treninga. Kot dobro veste, med prvim in drugim prostim treningom sta 2 uri. Ampak ekipe morajo prvo material pripeljati na mesto, nato opraviti svojo aktivnost in takoj zatem vse pospraviti in odpeljati. Ukolikor bi imeli naprimer Formulo 3 in Formulo 2 v roku 2 ur, bi se takoj lahko kaj zalobilo in seveda ni toliko težava pri ekipah Formule 1 kot pri televizijah, ki imajo rezerviran čas za prenos. Podobna zgodba v soboto. Ampak v soboto lahko vidimo, naprimer pred tretjim prostim treningom, samo dirko, sprint dirko Formule 3. In tudi ta dirka je omejena z točno določenim številom krogov, odvisno od same proge, ampak je tudi omejena časovno. 40 minut plus 1. Seveda, nato imamo tisti premor med tretjim prostim treningom in samimi kvalifikacijami, ker se lahko zvrsti marsikaj. Lahko je tu tisto obdobje, ko vidimo naprimer sprint dirko Formule 3, lahko imamo kvalifikacije za W Series, lahko imamo kvalifikacije seveda za Porsche Supercup. Po kvalifikacijah Formule 1 oziroma po sprintu imamo ponavadi tudi sprint dirko Formule 2. In to je že malce kočljivo, kajti če pride do kakšnih zamud, se ta dirka začne lahko tik preden se začne večeriti, ko sonce že zahaja. Temu dodamo, da lahko na marsikaterem prizorišču dežuje, razumemo, da zadeve gredo izjemno na tesno. In seveda trajanje dirke Formule 2, kar se tiče sprinta, je zopet omejeno s časom na 45 minut, torej razume se, da je tudi časovni rok, kdaj se izvede lahko ta aktivnost, izjemno tesno. Kar se tiče nedelje, so zadeve bistveno bolj enostavne. Vemo, glavna točka je dirka Formule 1. Zato so vse ostale aktivnosti, kar se tiče Formule 3, Formule 2, Porsche Supercupa ali W Series, zgodijo prej, zjutraj. Ni kakšnih prostih treningov ali takega, da bi razbilo ta ritem in zato imamo tako zjutraj običajno Formulo 3, Formulo 2 in na koncu Porsche Supercup. Dirke so seveda daljše, Formula 3 45 minut, Formula 2 60 minut, Porsche Supercup ali W Series 30 minut.
In nikjer ni rečeno, da na vseh progah imamo tak vrstni red. Vse je odvisno tudi od zunanjih dejavnikov. Zgodilo se je, na primer v petek, da zaradi dežja je odpadel prosti trening. Ampak ker je odpadel prosti trening, to je pomenilo, da nismo nekako morali gledati kvalifikacij. V času kvalifikacij so odredili prosti trening in to kot anekdota tik preden se je začel prenos. Tako da smo v živo komentirali prosti trening na mesto kvalifikacij, ampak drugače bi izgledalo še malce bolj čudno, če bi vsi vi gledali prosti trening, ampak nihče vam ne bi razložil, zakaj pravzaprav gre. Težava je v tem, da so bile kvalifikacije na to v takem časovnem razmaku, da televizija ni imela prostega termina in ste na to kvalifikacije lahko gledali samo v posnetku. To je samo eden izmed mnogih dokazov, kako so te nižje serije v bistvu, kar se tiče primerjave s Formulo 1, samo neka dopolnitev programa. In tako pri njih urniki prenosov in vseh aktivnosti se spreminjajo iz minute v minuto do besed. Edina zadeva, ki je fiksna, več ali manj, je tista vezana na Formulo 1. In tu je treba omeniti še neko izjemno zanimivo anekdoto. Kot ste verjetno dobro razumeli, ko se konča dirka Formule 3 ali Formule 2, večina nastopajočih zavije na tisto posebno parkirišče bistveno preden pridejo do pit lane. Ekipe že pospravljajo svoj material, da bi pustili prostor seveda ekipam Formule 1. Le tiste prve tri spustijo pod zmagovalni oder, da imamo lahko tisto pravo proslavljanje tudi za te minorne. In seveda jasno je, da ekipe Formule 1 tudi takrat, ko drugi proslavljajo, neprestano delajo. Zgodilo se je, da med proslavljanjem zmage pri Formuli 2 so ekipe Formule 1 tik pod odrom pripravljale pnevmatike za prihajajoče kvalifikacije. In izgledalo je izjemno smešno, ko so se na vrhu polivali šampanjcem, spodaj pa so mehaniki porivali vozičke polne pnevmatike. In seveda nekaj, kar po drugi strani je razumljivo. Namreč Formula 3, Formula 2 je spremljevalna kategorija. Porsche Supercup ali W Series pa skoraj da ne pride v poštev za kakšno, recimo temu, bolj resno obravnavo. A kljub vsemu vam je jasno, da tudi v svetu vezanim na Formulo 1 še zdaleč ni vse tako popolno, kot zgleda na prvi pogled. Ti boksi ekip Formule 1 so samo panoji, ki jih ekipe postavijo. Če bi pogledali, kaj se nahaja za temi panoji, bi mnogokrat videli, da je tam na primer neprimerna inštalacija in zidovi, ki so vse prej kot luksuzni. Ampak na televiziji je treba, da se vidi vse v najlepšem redu in seveda, da je se nekako opazi visoko tehnologijo. Takrat, če imate možnost pogledati tudi malce v zaodrje, lahko vidite, da so zadeve bistveno bolj enostavne. Kar se tiče tega zanimivega vprašanja o dogajanju tudi v manjših serijah, danes to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.